Pozdravljeni v oddaji Ambienti, ki je predzadnja v tej pomladni sezoni. Danes si bomo ogledali obmorski dom, ki je opremljen s posluhom za žensko dušo, prenovljeno hišo v mestnem jedru Škofje Loke in nekdaj zapuščen skedenj, znotraj katerega je danes umeščen sodoben objekt. V bližini Slovenj Gradca je bila zapuščena kmetija s poldrugo stoletje starim koroškim skednjem. V ateljeju Styria Arhitektura so prepričali investitorje v revitalizacijo skednja. Nastala je hiša v skednju, ki navzven ohranja značilnosti podeželske arhitekture, znotraj pa preseneča sodobnim ambientom. V čudoviti naravi, kjer se pisani travniki vzpenjajo proti gozdu, je desetletja sameval star skedenj. Zakonca, ki sta kupila parcelo, sta sprva razmišljala o rušitvi objekta in gradnji nove hiše. Arhitekt David Mišič pa je v stavbi prepoznal neprecenljivo kulturno identiteto in lastnikoma ponudil drugačno, izvirno rešitev. Seveda nas je najprej navdušil ta izredno lep odprt prostor z izrazito lepimi pogledi na vzhodno pobočje Pohorja, na Uršljo goro, na Peco in izredno lepa, izrazito oblikovana pokrajina z odprtimi pašniki, z sadovnjaki. Na vrhu pobočja tega grebena je stala 100 let stara lipa in pod njo pol drugo stoletje stara kašča. Sama kmetija, ta osrednji bivalni del kmetije je bil porušen, ostal je pa zgolj samo še tale skedenj. In ta je predstavila za nas tisto prvobitno izhodišče za načrtovanje novega bivalnega okolja in hiše. Primarno želja in pričakovanja investitorja je bila, da bi hiša bila sposobna ujeti vse te vedute, ki se odpirajo iz tega grebena. Drug pomemben kriterij je bil povezava bivalnih prostorov z terasami in preko teras ustvariti ta prehod v krajino. In ne nazadnje potem tudi vzpostaviti eno sodobno, današnjim časom in standardom skladno gradnjo bivalnih prostorov. In to so bile za nas prva izhodišča. Star lesen objekt je sprva stal 60 metrov niže kot danes. Arhitekti so predlagali, da se skedenj preseli na ugodnejšo pozicijo z boljšim razgledom. Veliko vlogo pri prestavitvi je igral zelo zahteven poseg obnove kamnitega podstavka, na katerem je skedenj stal. In pa tudi 200 let stara lipa, ki se nahaja na hribčku za nami, ki ustvarja tak zelo prijazen mikroambient za novo hišo. Selitev stavbe ni bila takšna, kot to vidimo v ameriških filmih, kjer hišo spodrežejo in prestavijo drugam. Temveč je bilo treba cel objekt razstaviti in nato sestaviti na novi lokaciji. Že pred pričetkom prenove oziroma razstavljanja objekta so bili pripravljeni zelo natančni načrti, kako to narediti. Torej, cel skelet je bil razstavljen, skrbno numeriran in očiščen, posledično pripravljen tudi za novogradnjo kasneje. Ko je bil skelet sestavljen, smo naredili zidan podstavek objekta in nato postavili leseni okvir skeleta s streho. Nato pa so začele intervencije montažne gradnje znotraj, kjer smo umeščali fasadni ovoj, zasteklitve, sekundarno streho in pa seveda potem tlaki in pa finalizacija, ki sledi. Med gradnjo hiše skednja niso niti skrajšali, niti podaljšali. Ohranjene so proporcije, velikosti rastrov, dolžina objekta. Nekoliko je sicer prilagojena streha oziroma širina objekta, namreč v kasnejših fazah so gospodarski objekt dograjevali takrat in so severno streho spustili skoraj do tal, da so dobili dodatne gospodarske površine, ki so pa sicer odveč. Čeprav se skednji večinoma ne uporabljajo več na enak način kot v preteklosti, ostajajo pomemben del tradicionalne stavbne dediščine. Glejte, kozolci in skednji so pravzaprav z sodobnim kmetovanjem izgubili svojo funkcijo.
In sem danes v slovenskem krajinskem pejsažu samo še eni objekti, ene kulise, ki imajo pa zelo intenziven emotivni naboj. Ne? Vsi ga doživljamo kot v vseh proporcijah in materialih in gradivih kot nekaj lepega. Nas je pa pravzaprav vznemirila ta ideja, kako pa ti objekti, ti kozolci, ki jih ponavadi vedno opazujemo samo od zunaj, kakšen potencial imajo od znotraj navzven. In to se nam je zdela ena sinteza te osnovne ideje, da z bivalnim okoljem znotraj skednja, ki ima izrazit skelet, da v okvirih teh skeleta ujamemo te vedute navzven. In to se mi zdi, da je bila neka ključna formula pri tem projektu. Pri izdelavi tlorisa hiše je arhitekt upošteval zlasti vedute oziroma poglede v pokrajino. Poleg tega si je prizadeval, da bi hiša sledila ciklusom letnih časov. Namreč za temi podaljšanimi napušči, za temi poglobljenimi terasami, ki so v arhitekturi slovenske podeželske stavbe imele nekoliko plitkejšo formo, za temi globokimi terasami, smo pač ustvarili ene ambivalentne prostore, ki delujejo pozimi kot še podaljšan notranji prostor in poleti kot zunanji prostor. Predvsem pa je bilo pomembno slediti tudi temu dnevnemu ciklu, ne, se pravi spalni prostori so orientirani na vzhod, kjer nas sonce prebuja, medtem kot čez dan je bivalni del, tale dnevni prostor in delovni prostor, atelje v mansardi je umeščen v centralni del stavbe, ki ima zenitalno svetlobo od odzgoraj. In potem popoldan, tisti večerni del, je pa orientiran proti zahodu, tako da nas dejansko sonce spremlja od vzhoda do zahoda in program hiše sledi tej dinamiki. Lastniki dostopajo do doma tako, da se z avtomobilom pripeljajo v spodnjo etažo. V kletnem delu hiše so poleg garaže tudi apartma za goste, vinska klet, garderoba, avla in notranje stopnišče, preko katerega se podajo v bivalni prostor ali še nadstropje više v galerijo. Za obiske pa je dostop v hišo na nivoju pritličja. Zlasti vabljiva je galerija, ki je preko transparentne steklene ograje vizualno povezana z bivalnim prostorom. Lastnica, ki se ukvarja s slikarstvom, je želela v galeriji fleksibilno zasnovo in dobre svetlobne pogoje za delo. Tule v zgornjem delu je nastal en prostor, ki v prvi vrsti funkcionalno ni bil čemu namenjen. In jaz sem z veseljem si ga spremenila v svoj kotiček, kjer slikam, kjer delam. Prilagodili smo tudi svetlobo. In to je nadsvetloba z mlečnim steklom, ki ne ustvarja senc, kar je idealno za slikanje. Lastnica je bila glavna opremljevalka interierja. Z možem sta se odločila za najsodobnejše gospodinjske aparate. Pri opremljanju s pohištvom pa sta vse skozi razmišljala o tem, kako ohraniti viden skelet starega skednja. Nismo hoteli zasenčiti tega lepega starega lesenega ogrodja. In zato je v bistvu zadeva narejena zelo nevtralno in zelo harmonično. Ogromno smo pravzaprav delali po meri, ne? Smo imeli dobrega mizarja, ki nam je res večji del naredil zadev po meri. Ostalo so pa s soprogom hodila okrog po trgovinah, izbirala, primerjala, s sabo imela vzorce in tako naprej. Tako da je bilo kar pestro in zanimivo tisto pol leta, no, ko smo opremljali. Gospo Brigito smo vprašali, kateri del hiše ji je najbolj pri srcu. Na splošno bi težko enega izločila, zaradi tega, ker tudi s soprogom dostikrat rečeva, da ne bi nič spreminjala, da smo sem super zadovoljna. Pa če bi pa izvzela, mogoče kopalnica in spalnica, ker je pač vse v enem in je super funkcionalna in lepa. Elegantna podeželska hiša ima tudi skladno urejen vrt. Ta se nekoliko razlikuje od vrtov, kakršne so nekoč poznali ob hišah na podeželju. Ja, včasih je prevladovala gospodarska funkcija v vrtovih kmečkih, tudi v našem primeru je bilo tako. To se da videti tudi na teh obstoječih sadnih drevesih tu na južnem pobočju.
Vendar pa je zanimivo, da se tudi v starih kmečkih vrtovih vedno pojavlja tudi ta okrasna funkcija. Tako da se pojavljajo že tudi določene parkovne vrste. Že tudi pred več kot 100 leti vemo, da se pojavlja pri nas recimo vrste kot so španski bezeg, japonska kerja, hortenzije in podobno. Torej vrste, ki smo jih uporabili tudi tukaj v tem projektu. Krajinski arhitekti pri snovanju vrtov veliko pozornosti posvečajo drevesom, ker ta dajajo ogrodje in značaj vrtu. Na zemljišču ob hiši so med pomembnejšimi akterji divji kostanji, ki že na dovozu pozdravljajo domače in obiskovalce. Značilnost tega projekta v trenutku, ko sem se vanj vključil, so bili ti oporni zidovi, te horizontalne poteze opornih zidov, preko katerih se objekt vpenja v krajino. Z načrtom smo te poteze z temi živimi mejami, ki potekajo po robu teh opornih zidov, še nekoliko poudarili. Drevesa so pa potem nek kontrast tem horizontalnim potezam, drevesa kot vertikalni elementi in dejansko potem skupaj to gradi to ogrodje vrta. Bliže, ko smo hiši, več je parkovnih rastlin, kot so bodika, magnolije, rododendroni, in bolj, ko prehajamo na obrobje vrta, več je avtohtonih rastlin, kakršne najdemo tudi v gozdu. Tudi skrbno pokošeno trato postopoma zamenjajo travniške cvetlice. Tako se vrt počasi zlije s pokrajino. Tristošestdesetstopinjski virtualni pogled prikazane hiše si lahko gledate na naši spletni strani www.tvambienti.si. Po oglasih pa vam pokažemo barvito obmorsko stanovanje in prenovo spomeniško zaščitene hiše iz 16. stoletja. Ostanite z nami. Med ozkimi ulicami v škofjeloškem mestnem jedru smo vstopili v mogočno staro stavbo, ki je bila deležna skrbne prenove. Poleg premišljeno razporejenih prostorov je hiša s pomladitvijo dobila tudi strešno teraso in več naravne svetlobe. V nizu več stanovanjskih stavb v središču Škofje Loke stoji hiša, ki je svojo klasicistično podobo dobila v 19. stoletju. Čeprav so stare stavbe v mestnih jedrih bile še pred nekaj desetletji sinonim za nizko kakovost bivanja, imajo danes znova visoko tržno vrednost. Raziskovalka stavbne dediščine doktorica Živa Dev razkriva, zakaj. V začetku tehničnega in tehnološkega napredka z novimi materiali, z industrijsko proizvodnjo, z delovnimi stroji so se mesta skokovito širila in zidali so se nova stanovanja, svetla, sončna, z veliko zelenimi površinami in stara mestna jedra so izgubila vso svojo vrednost. Posebej v našem sistemu, ki je v tem času bil, čeprav je bil zelo socialen, nimam nič proti temu, je starost tudi izgubilo vso svojo vrednost, ker smo želeli narediti nov svet, zgraditi nov svet in smo dejansko tisto dediščino odrinili na rob in stara mestna jedra so bila za bivanje popolnoma nezaželjena. Zdaj se počasi spet zavedamo svojih korenin, zavedamo se, da je dediščina in patina tista neprecenljiva vrednost, ki jo praktično ne moremo nikjer kupiti. Stare stavbe odlikujejo tudi nekatere druge prednosti pred sodobno arhitekturo. Prednost stare hiše je danes tudi že dokazana. Prvič, da je zgrajena iz avtohtonih zdravih materialov, da je ravno prav osvetljena, ker tudi preveč steklenih površin včasih pomeni nekakovost, da so vsi detajli zelo domišljeni, ker so se prenašali postopoma iz roda v rod,
da so stene debele, da se človek počuti varno, da tudi prenos zvoka ni takšen kot v kakšnem bloku, kjer slišiš pralni stroj, ki se je prižgal v 5. nadstropju v pritličje. Vse to so vrednosti, da pač o tej patini in zgodovini in duši stare hiše sploh ne govorimo. Škofjeloška dama se je zvezno razvijala. Njene ostaline so iz 16. stoletja, sicer pa je hiša dobila svoj obraz v 19. stoletju, v času klasicizma. Zadnje prenove je bila stavba deležna pred 6 leti. Ob tem je postala prijazna do stanovalcev in hkrati ohranila čar, ki ga premorejo le stare hiše z debelimi zidovi. Ta hiša stoji v Škofji Loki. Škofja Loka vemo, da je spomenik lokalnega, državnega pomena in tukaj je z odlokom, v bistvu, ker so pač strokovnjaki ugotovili, da je to slovenska vrednost, ne samo vrednost Škofjeločanov, se naj zunanjosti ne bi spreminjala, se pravi, da se ne sme delati velikih probojev, da se ne sme zamenjati in povečevati okenskih odprtin. V notranjosti imajo pa lastniki večjo svobodo, je pa neka taka splošna uveljavljena doktrina, da se naj tisto, kar je vredno, ohrani v največji možni obliki. In moram reči, da pri prenovi te hiše so se teh načel zelo držali. V hiši dobimo občutek, kot bi potovali v času. Najprej vstopimo v obokano vežo, ki jo preveva duh preteklosti, in višje, ko gremo, sodobnejši postajajo prostori. Na vrhu je še majhna terasa, ki daje dodatno kakovost bivanja. Arhitektka poudarja, da je bila prenova stavbe izjemno zahtevna, tako za arhitekta kot za izvajalce. Stavba je večetažna in ponavadi so te hiše razdeljene tako, da imajo eno stanovanje v prvi etaži, eno stanovanje v drugi etaži. Ta hiša je uredila v notranjosti 2 stanovanji in sta razdeljeni po vertikali in ta nova vertikala, ki je bila postavljena, je istočasno tudi nosilna, na katero so potem pripete obodne stene in hiša je s tem pridobila na potresni varnosti. Zahtevno vertikalno delitev in druge konstrukcijske ter prostorske rešitve je izpeljal arhitekt Tomaž Kmet. Kasneje sta delo dopolnila še arhitekta Robi Potokar in Špela Kuhar. Jaz mislim, da je ta prenova izpeljana celovito, se pravi, da so ozdravili vse bolezni, hiša je bila na začetku vlažna, izpeljali so drenaže, očistili zidovi, ga vsušili, inicirali. Najbolj pa tehnično, najbolj zahtevna bila pravzaprav ta statična sanacija za to nosilno steno, ki členi stavbo na levo in desno stanovanje. Lastnica hiše bi lahko skupaj z otrokoma izbrala bivanje v modernem stanovanju, a je raje izbrala stavbo, ki je v preteklosti nudila zatočišče številnim rodovom. Jaz to hišo sem povezala nostalgično, namreč v tej hiši sem rojena. Tako da sem svojih prvih 15 let preživela v tej hiši, potem se je oče odločil, da je novo hišo zgradil izven starega mestnega jedra in potem čez 20 let, ko smo se odločali, ko smo reševali stanovanjski problem, smo se pač odločili, da bomo to staro hišo prenovili. Med Slovenci velja prepričanje, da je treba staro hišo nenehno obnavljati in popravljati, ter da za prenovo porabimo več denarja, kot če bi zgradili novo hišo. Gospa Maruša razkriva svojo lastno izkušnjo. Ja, verjetno, če v stari hiši živiš, jo moraš ves čas prenavljati, obnavljati. Ampak mi smo v bistvu živeli izven hiše in jo naenkrat prenovili in zelo temeljito sanirali, tako da je delo oziroma prenove, sprotne prenove te hiše so, mislim, da enake kot pri nekih novogradnjah oziroma normalnih hišah. Lastniki so pri opremljanju doma poskrbeli za preplet starega in novega. Ko smo začeli prenavljati hišo, je bilo v hiši kar precej lepih starih kosov, katerih nismo želeli odstraniti oziroma umakniti, čeprav nismo nekako pristaši bili nekega starega pohištva, smo bolj pristaši modernega oblikovanja in potem smo naredili neko tako lepo kombinacijo starih kosov, vklopljenih med moderno pohištvo. Vitrini v jedilnici je lastnica namenila posebno pozornost. Ta je zelo star in ta kos sem sama prenovila v popoldanskem času za hobi. In z injekcijsko iglo sem uničevala črvičke.
V obokani veži je pohištvo, s kakršnim so nekoč opremljali hiše na Gorenjskem. S stropa pa visi starinski dežnik, ki razkriva, katera obrt je v preteklosti živela v pritličju. Ampak ta hiša je bila posvečena dežnikarstvu in sicer kot da v bistvu 90 let je bilo v tej hiši dežnikarstvo. Ste vedeli, da zmore človek s prostim očesom zaznati več kot 2000 odtenkov barv? Dejstvo je tudi, da ima vsaka barva svojo vibracijo, ki v nas vzbujajo različne občutke. In zato je bil za lastnico stanovanja v Izoli izbor barv ključnega pomena. V prejšnji oddaji smo predstavili stanovanje v Izoli, ki ga je za naročnika preuredila in opremila arhitektka Andreja Medvedič. Tudi tokrat bomo uživali v skladnosti ureditve iste arhitektke in sicer manjšega enosobnega stanovanja v Jagodju nad Izolo. V njem lastnica, arhitektkina prijateljica, preživlja konce tedna. Stanovanje v bloku je opremljeno s posluhom za žensko dušo. Lastnica stanovanja je izredno uspešna poslovna ženska, ki je po eni strani popolnoma racionalna, zato ni razmetavala s prostorom, to je najela kot dodatno stanovanje oziroma kupila, zaradi tega, ker veliko potuje in je v Sloveniji v isti dan včasih v Kranju, na morju in še v Avstrijo skoči. Zato si je v bistvu umislila eno rezidenco, kjer bo manj vožnje. Ob vstopu v osrednji prostor ne moremo spregledati velike, slikovite tapete s flamingom in napisom. Ja, kot vidimo, tukaj piše Traveler and Magician, s tem bi lahko opisali naročnico. Ker rada potuje, je traveler, magician je pa, ker rada ustvari prekrasne stvari, tako poslovno, kot osebno. Obiskovalec hitro opazi, da je to stanovanje namenjeno ženski, ki se želi v njem prijetno počutiti. Navodilo naročnice je bilo, glede na to, da je prepozno kupila stanovanje, da bi lahko vplivala na izbor ploščic na tleh in kopalnice, da pač te stvari, ki so vgrajene, da jih ne smemo premikati, se pravi nobenih rušitvenih del. Če bi jaz naredila željene detajle v zvezi s temi zgrešenimi začetnimi danostmi, bi seveda podražila cel interjer za vsaj 30%. Ena od posebnosti stanovanja v bloku na Jagodju nad Izolo je loža. Nekakšen polzaprt balkon, ki je od dnevnega prostora ločen le s steklenimi stenami, kar omogoča uživanje v morskem pejsažu tako iz notranjosti kot na svežem zraku. Vedno je želja velika. Mislim pa, da je tukaj v tem prostoru poskrbljeno za skoraj vse želje, se pravi, prostor je popolnoma funkcionalen, vse omare so vgradne, skrite na hodniku, omarice so okrasne narave, igramo se v bistvu z sivo lupino, ker je tudi blok na nek način zunaj pretežno siv z barvnimi akcenti, ki jih uporabljajo na Mediteranu, se pravi vsa paleta pastelnih, turkiznih, modrih, oranžnih, rumenkastih odtenkov, ki smo jih pa prenesli v interjer in smo se potem z njimi poigrali. Osnova je pa siva, tako da recimo v takem enotnem prostoru se mi ne zdi prav, da bi kuhinja izstopala in je v bistvu v nekem asfaltno-betonskem tonu skrita v steno. Tako v dnevnem prostoru kot v spalnici pritegnajo pogled zanimive omarice. Ta serija omaric ni samo siva, ampak je srebrna, zlatkasto srebrna in v bistvu deluje kot neke vrste dragulj. Med posebnostmi notranje opreme arhitektke Andreje Medvedič so tudi ogledala. Mogoče je tudi leitmotiv mojih zadnjih interjerov, so ta segmentirana ogledala na različne načine. Ponekje jih uporabljam v skupinah, druge kot akcente. Tale ima obliko sonca
in bi lahko rekli tudi obliko kapljic, da so okoli, skratka več interpretacij je pa razlika med ogledalom, v katerega se mi ogledujemo, in ogledalom, ki ima čisto majhno površino gledanja, se pravi, ko se tam noter ujame tvoj pogled, se nekako zazreš sam vase. Ob vstopu v stanovanje nas pogled na morje tako pritegne k loži, da skoraj spregledamo zanimivo obarvana vrata drsnih omar v predsobi. Drsna vrata v predsobi v bistvu se dojemajo kot še ena barvita stena, ki pa je seveda v podrejenem položaju tapete, ima pa pač vse barve tapete notri, vse barve tapete so tudi na bloku od odzunaj. Uresničiti želje naročnika je eno od vodil arhitekta, ki oblikuje njegovo bivalno okolje. Zato ne zadošča le strokovno znanje o arhitekturi, temveč še kaj več. To pa krmilim tako, da imam veliko sposobnost uživeti se v naročnikove ideje, ki mi mora absolutno povedati najprej, kaj njemu všeč, kaj mu sploh ni všeč, opisati življenjski stil. Najraje preživim kakšen teden z naročnikom, seveda ne skupaj, ampak tako po kakšen dan, da vidiva, kakšna je dejanska vibracija, ker ljudje tudi ne znajo povedati, kaj mi je všeč, ampak ti dejansko lahko iz cele mimike to začutiš, in če ti uspe zadeti njihovo idejo, kot bi to naredili sami, le da tega sploh niso znali povedati, niti razumeti, kako je sploh do tega prišlo, da je tako prav po njihovi želji, vendar tega niso uspeli sami narediti. Mislim, da je to funkcija arhitekta. Vabim vas, da nas spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Imajte se lepo, uživajte, vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali prenovljeno staro gorenjsko hišo s prostorno mansardo in okrasni vrt, ki sta ga zasnovala lastnika s poudarkom na različnih zelenih odtenkih rastlin.